Kako pomemben je ta dan? Torej, 27. junij je dan slovenske policije, ko so takrat slovenski miličniki ubranili pravzaprav svojo aktivno vlogo, stoletne sanje slovenskega naroda po samostojni državi, dali svoj prispevek, nekateri od njih največ, kar so imeli svoje življenje. In kako enotna je slovenska policija s svojimi ljudmi, s svojimi prebivalci Republike Slovenije, kažejo slovenske policistke in policisti vsak dan, ko odgovorno in zavzeto opravljajo svoje naloge, da zagotovijo varnost vsem nam, ki živimo v Republiki Sloveniji. V okviru nalog, ki jih opravljajo policisti, so tudi pomembne naloge na vseh področjih, ki jih opravlja policija. Prometna varnost, kriminalistična policija, na Brniku. Res je. Torej, slovenska policija ima nekaj zadnjih let prioriteto obvladovanje migrantskega vala oziroma obvladovanje in obravnavo tujcev, ki nezakonito prestopajo državno mejo. Na tem segmentu seveda govorimo o dveh pomembnih nalogah. Po eni strani gre za humanitarni vidik, se pravi zagotavljanje vseh človekovih pravic, in na drugi strani zagotavljanje varnosti. In slovenske policistke in policisti opravljajo to nalogo vrhunsko. Ob tem pa seveda statistični kazalniki kažejo za prvo polovico letošnjega leta uspešnejše delo policije na vseh segmentih, tako če govorimo o preiskovanju kaznivih dejanj, gospodarske kriminalitete, korupcije, kot zagotavljanju javnega reda in miru. Tako da se na tem mestu vsem slovenskim policistkam in policistom in seveda policistkam in policistom Policijske uprave Kranj zahvaljujem za njihovo požrtvovalno in predano delo. Ob današnji slovesnosti ste prejeli zlato plaketo, zakaj jo dobivate? Ja, jaz se zahvaljujem društvu oziroma klubu Maxa Perca Kranj za podeljeno zlato plaketo, zato ker je bilo med nami dolgoletno dobro sodelovanje. S tem povezano so bila upravljena tudi vse sorte dejavnosti, povezano z vsemi klubi, tako Kranjem, Bledom in Jesenicam. Sam izhajam iz društva oziroma kluba upokojencev Ministrstva za notranje zadeve Maxa Perc Jesenice. Trenutno nisem več predsednik, sem to svojo poslanstvo predal mojemu kolegu in verjetno glede na vse to, kar se je dogajalo v preteklem času, so mi pač dali to priznanje, najvišje priznanje društva oziroma klub Maxa Perca. Kaj vam to pomeni? Ja, to meni pomeni eno zadoščenje za minulo delo. Prihajate iz policijske postaje v Škofji Loki. Kaj vam to pomeni in zakaj ga dobivate? Ja, vsekakor mi pomeni to veliko, to je neko priznanje mojih kolegov, mojih sodelavcev, se pravi, da so me opazili, da so opazili tako moj prispevek, kot pa tudi moje delo tukaj v policiji. Kakšno delo upravljate v policiji? Sem pomočnik komandirja v Škofji Loki, predtem pa sem bil tudi pomočnik komandirja v Kranju. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Kaj vam pomeni današnje priznanje na Slovesni akademiji v Bohinju? Ja, zelo veliko. Mislim, priznanje za ves dosedanji del, kar sem naredil, ker jaz ne vidim razlike med veterani. Slikam za sever, slikam za častnike, slikam za vse praktično. In to je po eni strani tudi moj konjiček. In vesel sem, da se eden spomne po tolikih letih, da nekaj takega naredi. Prejeli ste srebrni ščit, kaj to za vas pomeni in zakaj ga pravzaprav prijemate? Kakšne naloge opravljate? Ja, to priznanje prijemam za konkretno 29 let dela v slovenski policiji. Se pravi, najprej sem začel z miličnikom, nato nadaljeval s policistom. Kaj mi to pomeni? To pomeni neka črta pod teh 29 let dela, neka črta pod uspehe, ki jih očitno ni bilo malo. In seveda ob vsaki črti, ob vsaki prelomnem trenutku je treba nekako tudi narediti načrte za naprej. Se pravi, to priznanje pomeni ali pa
čutim neko odgovornost, da delam še bolje, še bolj odgovorno in da svoje delo zaključim še s kakšnim pečatom. Kakšen je bil vaš poudarek na današnji akademiji tu v Bohinju? Gre za spomin na takratne dogodke, ko se je slovenska policija odločila, da bo zaščitila narod in ljudi. Gre za spomin, ko so se policisti uprli okupatorju in seveda tudi z orožjem obranili svojo državo. Vaši policisti branijo glavnem vse naloge, ki jih zadevajo, in sicer na celotni Gorenjski. Seveda, gorenjska policija, območje je poznano, opravljajo delo dobro, to kažejo tudi rezultati dela, to kažejo tudi ankete, da nam ljudje zaupajo in imamo zaupanje in zato se bomo borili še naprej. Zato so potrebna tudi intervencijska vozila, ki pa jih imate urejen vozni park. Vozni park gorenjska policija ima zelo dobro. Prav tako smo dobro opremljeni, imamo boljši status in seveda imamo požrtvovalne policiste, ki svoje delo opravljajo predano. Čestitke ob 27. juniju. Hvala.